V okviru konference o materialih in tehnologijah, ki trenutno poteka v Portorožu, je tudi forum Materiali v krožnem gospodarstvu. In seveda, vsi smo prepoznali, da je to zelo pomembno področje. Industrija že leta in leta, predvsem ta težka industrija, metalurška industrija, je ogromno se spremenila v zadnjih letih in je ekološko veliko manj obremenjujoča in pri proizvodnji materialov je bistveno manj izpustov. Ampak še vedno, seveda, ker gre za velike količine materialov, ki se proizvedejo, obstajajo stranski produkti, ki jih je treba čim bolj ekonomično uporabiti, da seveda s tem zmanjšujemo ceno in s tem postajamo, ta industrija je ekonomična in lahko konkurira na svetovnih trgih. Se moramo pa vsi zavedati, da je ta planet omejen z resursi in zato probamo te materiale čim bolj v ta krog nazaj potegniti. In seveda posebej pa je Evropa tu izredno občutljiva, ker Evropa nima toliko resursov in je zelo odvisna od teh materialov in Evropa vsako leto poda tabelo materialov, tako imenovanih kritičnih elementov, od katerih je zelo odvisna proizvodnja. Recimo eni taki najbolj znanih so redke zemlje in to je bilo pred par leti izredna kriza, ker so se cena teh redkih zemlj, ker je strahovito poskočila. In kljub temu, da je takrat bilo veliko vloženo in v recikliranje in v razvoj novih materialov, brez redkih zemlj se je izkazalo, da določene materiale praktično potrebujemo in se jim ne moremo izogniti. Je pa seveda tako, če povem še enkrat, da so različni materiali, ki različno CO2 proizvedejo pri njihovi izdelavi. In tu jeklo je tisti material, ki ima ta CO2 odtis na kilogram ali pa na tono izdelanega jekla najmanjši, potem sledi aluminij in pa ostali, rečemo, multikompozitni materiali. Industrija seveda tekmuje med sabo, tako kar se tiče konkurence na trgu s temi materiali, recimo aluminij pa jeklo sta tipična proizvajalca, ker zelo tekmujeta pri avtomobilski industriji in to je nek napredek tako pri kvaliteti materialov, kot tudi v smislu čim manjšega CO2 izpusta. To na kratko, kar se tiče tega materialov v krožnem gospodarstvu. Danes smo slišali veliko predavanj na to temo, tudi veliko filozofskih razmišljanj. Bi pa mogoče samo omenil tudi, da ta strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, ki združuje podjetja in inštitute na področju materialov, je tudi v teh svojih fokusnih področjih seveda prepoznalo ne samo razvoj materialov, ampak tudi recikliranje, se pravi ta del zelo pomemben. In pa poteka en večji projekt na področju domene materiali kot končni produkti pod akronimom Martina. In ta projekt je se začel leta 2016 in že kaže zelo dobre rezultate. Gre za razvoj novih jekel, ki so izpostavljeni visokim temperaturam, se pravi jekle za delo v vročem, ker je toplotna prevodnost izredno pomembna. Mi smo tu uspeli za 50% povečati toplotno prevodnost teh jekel, kar zmanjša cikle izdelave določenih izdelkov. Recimo na področju aluminija smo uspeli klasificirati novo visokotrdnost aluminijevo zlitino, ki je American Aluminium Association priznala kot novo pod oznako 6086. In pa seveda recimo na področju aditivnih tehnologij smo, se pravi 3D tiska kovinskih materialov, smo pokazali na velik potencial izdelave materialov na ta način, kjer lahko z 3D tiskom izdelamo material z bistveno boljšimi lastnostmi, ampak tudi funkcionalnosti, ker so recimo hladilni kanali, ki sledijo gravuri in s tem veliko boljše hlajenje. 3D tisk kovinskih materialov odpira eno novo področje, kjer pa je mogoče sama izdelava materialov bolj ekonomična, ker mi praktično material ne odvzemamo, ampak ga dodajamo in je v bistvu izmet ali pa material, ki ostane bistveno manjši.